Dal zvečer vsem, buhlone, ki sta prišli nancoj za to drugo srečanje. Trski dialekt v kontekstu slovenskega jezika. Janusz je ježovnik, ki je raziskovalec, je že nekaj let, ki raziskuje tu. Danes bo predstavil svoje delo. Buonasera a tutti, siamo oggi al secondo incontro intitolato Il dialetto del Torre nel contesto della lingua slovena. Janusz Ježovnik, ricercatore del dialetto sloveno del Torre, è qui con noi per esporre i risultati delle sue ricerche. Ti dam kar direktno besedo in začnemo. Gli do direttamente la parola e iniziamo. Hvala lepa vsi, ki ste prišli še danes. Moram kaj solo dati v tem dialettu, ću continuati v slovenščini. Torej danes si bomo gledali kontekst slovenskega jezika in kako se van umešča tersko narečje. In poudarjam, da si bomo ogledali kontekst slovenščine, ne bo toliko poudarek na terskem narečju, kot na kontekstu slovenščine, seveda bo pa tersko narečje postavljeno zraven in potem si vsak lahko sam ustvari sliko. In ko rečem slovenski jezik, s tem mislim slovenski dialektalni kontinuum, ne knjižne oziroma standardne slovenščine. Ta je samo ena od variant slovenščine, pomembna varianta, ampak ne bom primerjal knjižne slovenščine s terskim narečjem, pač pa tudi ostale dialekte. Če si ogledamo spet shemo od včeraj, to je jezikovno drevo slovanskih jezikov, nekoliko poenostavljena shema. Se pravi, vsi ti slovanski jeziki so se razvili iz skupnega prajezika, praslovanščine, ki je tule gor v sivem na vrhu. Delijo se na tri večje skupine, na vzhodno slovanščino, na zahodno slovanščino in na južno slovanščino, katere del je tudi tako imenovana zahodna južna slovanščina, iz katere je nastala slovenščina. In kako v bistvu vemo karkoli o praslovanščini? Ta jezik ni bil zapisan. To je rekonstruiran jezik, se pravi. Poznamo pa, se pravičujem, še eno imamo vmes, shema, takole je videti geografska distribucija. In včeraj sem omenjal starocerkveno slovanščino, torej to je najstarejša oblika slovanščine, ki jo imamo zapisano. Uporabljala se je med 9. in 11. stoletjem. Zapisana je v dveh posebnih pisavah, v starejši glagolici in v mlajši cirilici, iz katere se je razvila tudi današnja cirilica v ruščini, makedonščini, bolgarščini in tako dalje. Nastala je pa na podlagi, tukaj piše zahodne, to je narobe, pisati bi mogla vzhodne, italijansko je prav, orientale. To se pravi, nastala je na podlagi vzhodne južne slovanščine. In temelji na slovanskem jeziku, ki so ga govorili v okolici Soluna, od koder sta prišla sveti Ciril in sveti Metod, ki sta v bistvu veljata za avtorja pisave glagolice in sta vzpostavila najosnovnejša verska besedila v stari cerkveni slovanščini. Dva primera tukaj. Codex Zografensis, 10. do 11. stoletje, pisan v glagolici, in Codex Suprasliensis, pisan v cirilici, 10. stoletje. Zakaj je to pomembno? Če hočemo vedeti, kako je nek jezik nastal, je dobro poznati jezik, iz katerega se je razvil, se pravi, treba je poznati praslovanščino. Praslovanščina je rekonstruirana na podlagi stare cerkvene slovanščine in drugih slovanskih jezikov. Se pravi, to ni jezik, ki bi bil zapisan, je pa pravzaprav samo 100 let starejši od stare cerkvene slovanščine. V zgodovini razvoja jezikov je 100 let zelo, zelo malo. Torej, kot sem rekel, gre za skupni prajezik, iz katerega so se razvili vsi ostali slovanski jeziki. Do 8. stoletja nekako je praslovanski jezik bil jezik vseh Slovanov. Lahko so se razumeli med sabo, niso še bili tako diferencirani vsi ti jeziki, iz katerih so potem nastali moderni slovanski jeziki. In kot sem rekel, zahodna južna slovanščina, to je pa del ene od 3 jezikovnih družin slovanščine, je tista verzija jezika, ki se je razvila iz praslovanščine, iz katere so se razvili slovenski dialekti oziroma slovenščina.
Spet opozarjam, da bo to mogoče nekoliko komplicirano, ampak zdržite. Kot sem omenil že včeraj, a ne, zelo pomembno pri razvoju, najpomembnejše je spremljati razvoj glasov, ker so glasovne spremembe vedno brezizjemne. In ko se en jezik razdeli na dva, se to najlažje vidi po tem, da so se razvili posamezni glasovi sem ali tja. In samo za izhodišče, to nisi treba zapomniti, niti zapisati zares, bomo samo nakazali, kakšen je bil vokalni sistem praslovenščine, torej tistega skupnega jezika, ki ni bil več praslovanščina, ni bil pa niti več osrednja južnoslovanščina ali vzhodna južnoslovanščina, se pravi nek jezik, ki so ga pa vsi govorci tega območja, širšega območja Slovenije, še razumeli, preden se je spremenil. To se pravi, poudarjam samo tale glas, s trešico, temu se reče v terminologiji jat. To je pravzaprav dolgi ki se je izgovarjal že praslovansko zelo široko, zelo tako kot ne vemo točno kako, ampak nekaj takega. Potem je praslovenščina še vedno poznala dva nosna vokala, en in on, in pa dva zlogotvorna zvočnika, to, kar recimo se ohranja, naprimer v hrvaščini se reče prst, v češčini se reče volk, za parst volk. In kar je značilnost v tem delu le slovenščine, da so bili lahko dolgi, samo naglašeni samoglasniki. Naprimer štokavščina in čakavščina še danes ohranjata nenaglašene dolge vokale. V hrvaščini naprimer je razlika, če rečemo krava ali če rečemo krava z dolgim a na koncu. In pa tudi naglašeni samoglasniki lahko imajo več tipov tonov, se pravi drugače je, če grem z glasom gor ali z glasom dol. To je ena značilnost, ki jo ohranjajo samo nekateri južnoslovanski jeziki, med njimi se pravi del slovenščine in pa to, kar pravimo danes, da je BCMS, kar smo včeraj rekli. To se ohranja tudi v terskem narečju, ne? Recimo razlika, če rečemo, to velja za bardo, ne velja več za varh, ampak če rečemo nuos, je to drugače, kot če rečemo nuos, to je pa nož. Ta naglas obstaja tudi še v zavarhu, samo da rečejo nuoš. Si. Ben, in tole je pa aktualni zemljevid slovenskih narečij, morda ste ga kdaj že videli, različne barve pomenijo različne narečne skupine in danes bomo si ogledali pravzaprav, zakaj so te narečne skupine in narečja. Za kontekst, tersko narečje najdemo tukaj in obkrožajo ga bližnje nadiško narečje, obsoško narečje in rezijansko narečje. In z vsakim od teh ima nekaj skupnih značilnosti. Spet naj vas naslov ne prestraši. Ok, adesso andiamo sul parte più spaventosa. No, v bistvu bomo šli, ta dialektizacija, se pravi nastanek narečij, kako se je slovenščina, praslovenščina iz enotnega jezika razvila v manjše jezikovne areale, je tudi rekonstruiran na podlagi tega, kar vemo o narečjih. Začenjam govoriti o obdobju približno 12. stoletja. Takrat je bila slovenščina še en dokaj nerazdeljen jezik. Je imela že nekaj značilnosti, ki so jo pa jasno ločile recimo od najbolj bližnjih hrvaških recimo temu govorov. Danes ne bom govoril posebej o tem, če koga zanima, lahko potem vpraša ali pa se potem pogovorimo. Prva stvar, ki je začela veljati v slovenščini, rekli smo, da se glasovi razvijajo regularno in obstajajo glasovni zakoni. Za slovenščino je najbolj pomemben na začetku tako imenovani Ramovšov zakon. In sicer gre za to, da se dolgi samoglasniki in, pozor, dolgi, sem prej rekel, so bili samo naglašeni samoglasniki za razliko od drugih južnoslovanskih jezikov, se začenjajo izgovarjati bolj napeto in se začenjajo diftongirati. In po drugi strani se kratki samoglasniki izgovarjajo nenapeto in se zato reducirajo. Ta značilnost ni zelo posebna, naprimer veljala je tudi za latinščino, ko se je začela razvijati preko vulgarne latinščine, se pravi tisti glasovi, ki so bili dolgi, so se začeli izgovarjati bolj napeto, tisti drugi, kratki, so bili pa nenapeti, so lahko odpadli
Skratka, tako. In kaj pomeni, da se diftongirajo? Diftong je samoglasnik, ki je sestavljen iz dveh glasov. Recimo italijansko piede, uovo, ta je, uo, to sta diftonga. In po drugi strani recimo furlansko pit, uf, to sta pa monoftonga, i, u. No in to je zelo pomembno za nadaljni razvoj. In to je pa prvi razvoj, ki loči slovenščino na dve veliki območji, in sicer diftongizacija tistega glasu jat in diftongizacija dolgega o. Pomembno je to, da se ta dva glasova razvijata v paru. To se pravi, imamo južno in vzhodno slovenščino, kjer se razvijeta jat in dolgi o v ej, ou. In po drugi strani na sever in zahod slovenščine, kjer se pa razvijeta v eje, uo. In s tem ta črta, to ima še druge implikacije za druge tipe glasov, se da identificirati po tej. Naprimer, jug in vzhod sta tista dva nosna vokala en in on zgubila nosni izgovor in postala navadna e, o. Po drugi strani, na severu in zahodu, se pa ohranijo ti nosni vokali dlje časa. No, črta je potekala potem, in če se kdo vpraša, zakaj se tako dobro ujema z mejami narečij, pač zato, ker so meje narečij potegnjene po tej črti. Recimo, ko smo rekli, denazalizacija je bila pozna, v podjunskem narečju slovenščine se še vedno ohranjajo nosni vokali. In samo za primerjavo zdaj, kaj mislim s tem, da so se spremenili ti vokali v ej, ou ali ije, uo. Vemo, da tukaj, v teru se reče lies, beseda, poj nuos, nuoj. In po drugi strani v bližnjem nadiškem narečju lies, beseda, nuos, gnuoj. In dalje podobno imamo tudi v koroških narečjih, imamo lies, briezi, briezi je, kot bi rekel, brezje, tukaj brezje, ne. Potem, naprimer, v bližini Trsta, slijep, lies, nus, gnuj, ole gnuoj. In po drugi strani imamo pa v panonskih narečjih besejda, zvejzda, nous, gnoj. Prav tako v gorenjščini grejh, besejda, nous, gnoj. To, da je tukaj o, ne preseneča, ta končni j lahko sproži neke spremembe. No, dolenjski del naprimer pozna gnejzdu, kejden, to je tjedan, nus, gnuj. To je značilno za dolenjščino, da ta ov spremeni v u. In podobno lahko naštevamo še naprej, ne. In ta sekundarna monoftongizacija iz recimo ov v u, kot vidimo, je potem lahko kasnejši razvoj. Naprimer, na drugem delu dolenjščine namesto lejs, beseda je les, beseda, nos, gnoj in tako dalje. Značilno je pa to tudi recimo za rezijanščino, kjer se je monoftongizacija tudi zgodila, ampak v drugo smer. Lis, bisida, nus, gnuj. Ampak vse to pač pride iz starejših diftongov. Naprimer, tudi rezijanščina ni izjema, ni edina, kjer se je to zgodilo, ker v Rožanski dolini na Koroškem pride do istega pojava. In pa recimo drugod. Ne bom nadaljeval. Pomembno je samo poudariti to, da je slovenski knjižni jezik, standardni jezik, osnovan na delu gorenjskega narečja, vsaj kar se tiče vokalov, ki tudi monoftongira. Zato vidimo, da se reče les, beseda, noč, gnoj. Je malo čudno po eni strani. Večina slovenskih narečij namreč ima diftonge, manj jih ima monoftonge, ampak knjižni jezik jih pa vendarle ima. In zato na videz je knjižni jezik še toliko bolj oddaljen od nekaterih narečij. A je za zdaj sledljivo, se da razumeti vse? Forse questa parte adesso era un po' più complicata, speriamo di essere stati abbastanza chiari. No, drugi pojav, ki je pa slovenščino posekal po drugi strani, pa je ena druga izoglosa. In sicer se je eden od tistih tipov tonov, ki sem jih omenil na začetku, podaljšal, če ni bil v zadnjem zlogu. In sicer na jugu in na zahodu se to zgodi precej zgodaj, tam do 14. stoletja, na severu in vzhodu pozno, do 16. stoletja, in v delu panonskih narečij se sploh ne zgodi.
ta sprememba je recimo razlog, zakaj naprimer po tersko se reče kleng, ampak klina, kop, kupa, det, djeda, zet, zetu ali zeta, lah, lahu, set, sita, ros, rusa, star, stara, e così via. Gre za to, če se je ta tip naglasa pojavil v zadnjem zlogu, je ostal kratek. Če se je pojavil v nezadnjem zlogu, je dolg. Imamo kleng, kratko, kop, kratko, det, e così via, kratko, ker so v zadnjem zlogu. Ne? Po drugi strani, če imamo drugi sklon, genitivo tle, potem rečemo pres, klina, ne more napraviti kopu, ne vem. Ta alternacija je, v bistvu jo povzroča ta vrsta podaljšave v nezadnjem zlogu. No in ta pomembna črta teče, kot vidimo tu. Upam, da vidimo. No. Zgodnja podaljšava, pozna podaljšava, tukaj tudi rezija vključena, brez podaljšave. Kako to vemo? Tu mi morate verjeti na besedo, da ne razlagam predolgo, ampak oblika delati ima praslovansko oziroma praslovensko kratek naglas. Pero delan je dolgo. In se pravi, vemo, da se je tale kratki podaljšal še v pravem času, da sta enaka, no? Da zvenita enako. Če bi se ta podaljšal prepozno, tu ne bi bilo več bi bil tu že ije in ne bi šlo skupaj. Tako sta pa enaka. In podobno je tudi v knjižnem jeziku, imamo delati in delam je enako. In po drugi strani v panonskih narečjih nisem sicer našel v gradivu pravega glagola, prav istega, ampak sekati, sejkan, pa še v isto. Vidimo, da je to kratko, sekate in tole dolgo, sejkan. In podobno, kot imamo tukaj det, djeda, tam nima tega, je pa det, deda. No, rezijanščina recimo pade izven tega območja, ta podaljšava je kasnejša, imajo razliko delat, pero ja dilan. In tudi podobno na drugem koncu, recimo infinitiv delat in djelam. Pomembno je vedeti, to razlagam zato, da pač podam ta okolje, potem, da ima tip djelati, djelan, isti vokal, se tersko narečje ujema z vsemi ostalimi narečji, ki so pod to črto. In še ena komplicirana reč. È ancora una cosa complicata. Se pravi, praslovenščina je tudi imela en glas, ki se ponekod v slovenščini še vedno ohranja, in to je polglasnik, šva, ki se izgovarja In sicer na jugu in na zahodu se je, če je bil dolg, spremenil v a, na severu in vzhodu pa v e. In tako imamo recimo v teru dan, mah, tast, vas, majsa, tasca. In po drugi strani bi namesto teh besed imeli v drugem narečju den, meh, test, ves, mejša, tešča. In to je pa tale črta. Se pravi, potem se terščina ujema v bistvu z vsemi narečji, ki so pod to črto. In to, kot sem rekel, vzamemo za primer dan, vas, v knjižnem jeziku enako, dan, vas, potem v panonskih narečjih, kot sem rekel, den, ves in enako na koroškem in spet a po drugi strani na dolenskem, štajerska in nella regione tako dalje. Stajerska e così avanti. Se pravi, spet nekako imamo tukaj enako kot tukaj, ampak ne enako kot tukaj. Če vse te črte prekrijemo, v bistvu vidimo približno, katera narečja so terščini podobna ali pa najbolj podobna. To se pravi, rezijanščina sodi še na to stran črte, potem se pa razvija posebej. Po drugi strani imamo pa narečja primorske narečne skupine enega dela, kot sem rekel, nadiško, obsoško, briško, kraško in pa še nekaj rovtarskih, tisti modri, razlog za to je malo drugačen. Ja, imajo veliko skupnega s primorsko narečno skupino, kajti ta del Slovenije, ta del je bil pozno naseljen, ker tukaj so bili gozdovi in so v bistvu posledica načrtnega naseljevanja z obeh strani, zato je ta modra skupina razdeljena na pol. Ta del je bolj podoben primorskim narečjem, ker so se priselili od tod, ta del gorenjščini in dolenjščini.
Torej, to so zdaj recimo značilnosti, ki te dialekte uvrščajo v širši kontekst, kaj imajo skupnega s tem širšim slovenskim prostorom. In zdaj si lahko gledamo nekaj posebnosti terskega narečja. To se pravi, v enem delu besed se ohranja stari praslovanski naglas na koncu besede. Naprimer, imamo tersko, koza, sestra, teta, žena, e poi abbiamo cogna, kosa, dankos, brez kosa, brez pehu, sarebbe, neste e reke. Okay. Po drugi strani, v standardni slovenščini, ki ne ohranja tega naglasa, imamo koza, sestra, teta, žena, konja, koša, špeha, nesti, reči. In to je v bistvu inovacija, osrednja slovenska inovacija, ki pa, ko smo včeraj govorili o tistih valovih, se je začela približno nekje na Dolenjskem in se je širil v smeri ven. Kot vidimo, dveh velikih delov ni dosegel ta val, ta sprememba. To se pravi, to velja končniški naglas ne samo za terščino, pač pa tudi za nadiščino in del pri Kobaridu ter za Rezijo in pa del na Koroškem v Rožanski dolini. Tako kot imamo recimo rezijansko žan, tako je tersko žena, se pravi nadiško žena, v Rožu žana in drugod z naglasom na prvem zlogu, se pravi žena, žana, žena po knjižno slovensko, žena, potem žena in tako dalje. Druga stvar, ki je v bistvu pomembna, je pa umik tako imenovanega tega padajočega naglasa, kot ga imamo v besedi nuas. To se pravi, tersko se reče, evjerjen tu boa, reče se espadnota na ledu, potem imamo lesu, moza, sklonske oblike, bradu, roku, vodu, imamo blao, meso, sieno, oko, kokos, notje, retje bi moglo biti to, ne rece. Tako. Po drugi strani, standardno slovensko bi rekli boga, ledu, lesa, moža, brado, roko, vodo in tako naprej, na glas na zadnjem zlogu. No in to je spet ena od inovacij, ki se zgodijo v več delih slovenščine, se pravi, ni unikatna za terščino. Naprimer, imamo znotraj teh črt, v tem velikem delu, tukaj spodaj, kar se slabo vidi zaradi sonca, povsod v teh delih pravijo oko namesto oko. Še ena reč, ki je posebnost terskega narečja, kot smo rekli prej, dolgi se je spremenil v a v tem delu. No, terščina vse te polglasnike, kot se imenujejo, vse te glasove spremeni v a, ne glede na to, ali so naglašeni, dolgi ali kratki. Tako da v teru se reče cetartak, harbat, lonac, pas, petak, kratak, lacan, pozan, prazan. Po drugi strani, recimo, knjižna slovenščina ima tukaj tisti četrtek, hrbet, lonec. To je recimo značilno za tersko narečje, značilno je tudi za del nadiškega narečja, značilno je za vsaj en del rezijanščine. In spet v primerjavi z osrednjo slovenščino ima tersko narečje ta palatalni mehki nj, konj, kavalo. Konj, kavalo, kostanj, onj, njiva, svinja, žganje. In po drugi strani, v knjižni slovenščini te oklepaji pomenijo izgovor, ker piše se še vedno nj, izgovarja se pa kon, kostan, ogen. Ampak po drugi strani, če ni na koncu besede, je pa njiva, svinja, žganje. No in to ohranjanje nj je tudi značilno za terščino, za nadiščino, mislim, da še en del primorskih narečij, sigurno za rezijanščino, in pa na drugi strani za narečje Prekmurja, se pravi skrajno severovzhodno slovensko narečje. Spet še ena posebnost je ohranitev tega mehkega kot posebnega glasu. Naprimer tersko.
teď, svejťa, nojť, pejť, šti, moťan, uroť, petje, retje. V primerjavi s standardno slovenskim sveča, noč, peč, hči, močan, vroč, peči, reči. In ta ohranitev mehkega ć je recimo poleg velikega dela primorskih narečij značilna za, se pravi, za nadiščino, za rezijanščino, za tudi del obsoškega narečja, pa po drugi strani za narečja slovenska narečja v Istri. Še ena reč je potem, da se je ta mehki lj spremenil v j. Per esempio, zemlja, ljudje, rabje. V primerjavi z zemlja, ljudje, grablje. In tudi to je v bistvu nekako skupno večjemu delu, vsaj nadiščini in rezijanščini, pa po drugi strani tudi bolj južnim narečjem. No in glavni poudarek, kar bi pravzaprav želel povedati tu, je to, da se tersko narečje nekako po eni strani vklaplja v nek kontinuum slovenskih narečij in je to jasno razvidno. In po drugi strani se od teh osrednjih narečij sicer razlikuje, ampak ni pa osamljeno v tem. In kot smo včeraj govorili o tistih valovih, ki se širijo iz nekega središča, je precej razumljivo, da so tista narečja, ki so bolj oddaljena, tudi v bistvu na nek način bolj arhaična, zato ker jih ne dosežejo valovi, ki se začnejo v centru jezika. In po drugi strani, če so se v nekih bolj izoliranih delih, bodisi geografsko, bodisi zgodovinsko-politično, zgodile neke spremembe, tudi težko dosežejo ta centralni del. To je, se pravi, če se zgodi sprememba v nekem delu, ki je ali geografsko oddaljen, ali politično izoliran, težje doseže drugi del. Se pravi, ta sprememba, naprimer lj v j, ni dosegla centralnega dela slovenščine. Tako danes mogoče, jaz sem sicer mislil, da bo danes manj zapleteno kot včeraj, ampak sem lingvist in težko vidim od zunaj, ne? Tako da po mojem bolje zdaj, da smo končali. Sem hotel še to reči, jutri pa potem bi si ogledali to, kako se pa tersko narečje med sabo loči po posameznih manjših delih, kako govori ta vas in tista vas in druga vas. E domani analizzeremo proprio le peculiarità del dialetto del Torre da paese a paese. No, je bilo super.